Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Pozdravljeni vsi skupaj v novi epizodi Alumni Connect podcasta. Danes je naš gost magister Kristjan Hvala, vodja ekonomike bančnega poslovanja pri Združenju bank Slovenije. Torej, gospod Hvala, kakšni so vaši spomini na obiskovanje ekonomske? Zelo lepi, dobri. Z veseljem se spominjam in tudi se ob tej priložnosti zahvaljujem za povabilo. Sem vedno vesel, če lahko pridem v to stavbo. Vidim, da se je tudi precej spremenila. V času, ko sem jaz obiskoval kot študent, dodiplomski, podiplomski, me je presenetilo, napisi o trajnostnem razvoju in želje in namere študentov ekonomske fakultete, kaj nameravajo na tem področju storiti. Tako da ja, v osnovi pa res me vežejo lepi spomini, pa ni to zdaj taka marketinška zgodba, nikakor iskreno. Zelo dobro sem se počutil, pravzaprav z vsakim letom boljš, tudi zaradi možnosti izbire smeri, ekonomski, poslovni, zdaj ne vem, to še vedno je. Še vedno. V drugem letniku se odločiš pred opisom. Tako, mi smo se v tretjem, oziroma za tretji in četrti letnik, pol seveda tudi možnost izbire predmetov, na katerih, ki te bolj zanimajo. Tako da ja, lepi spomini. To se mi zdi, da vsak izmed naših gostov res izrazijo lepe spomine. To je lepo slišati, da spomini se razcvetijo potem tudi čez leta. In ostanejo, očitno ostanejo. Absolutno. Je bilo pa tako, je bila sprememba kar velika, prehod srednje šole na ekonomsko fakulteto. Naš razred, jaz sem obiskoval ekonomsko srednjo šolo v Kamniku, srednješolski center Rudolfa Maistra, tako se je imenovalo. Nas je iz našega razreda šlo, mislim, da več kot 20. Potem tudi študirati na to fakulteto, tako da smo se potem tudi nekako družili v tej skupini, tako da je bil ta prehod mogoče malo mahkejši, pa seveda način dela bil precej drugačen, tako da na začetku tudi malo respekta, strahu, ampak to smo hitro potem, me je res tudi tematika me je zanimala, predmeti so me pritegnili, eni bolj, eni manj, ampak v osnovi pod črto res. Pa vas je bilo tudi približno 900 v prvem letniku, tako kot je bilo nas? Ja, glih to skupino našo so nekako razbili, planet A, planet B, približno na polovici abecede, po priimku se je to takrat ločilo, tudi predavanja so bila različna, ni bilo tudi toliko takrat še dvoran, te dve v prvem nadstropju takrat niste še bili zgrajeni, kasneje pač. Je pa potem v ekonomskem oddelku, se pravi tretji, četrti letnik, nas je pa na bančni finančni smeri bilo tudi cirka 30. Tako da tam smo pa spet vzpostavili malo bolj kolegialne odnose, ker je bila pač masa manjša, tudi način dela oziroma študija, predavanje je bil pač prilagojen in je bilo veliko boljše. Je bil pa tudi zelo uspešen razred. Jaz se spomnim, zdaj ne vem na pamet, ampak kar veliko število, prav gotovo tretjina sošolcev iz te generacije na tem našem oddelku je potem tudi ostala na fakulteti, so danes profesorji prav na tej inštituciji. Cool. Zdaj, kateri predmeti so vas pa bolj pritegnili, kateri pa toliko manj, kot ste prej omenili? Zanimivo. Mene ekonometrija, statistika, tudi potem smo izbirali, imaš možnost izbire izbirnih predmetov, statistiko 3, ki je bilo že statistika 2, bila za mnoge od kolegic, kolegov tako straho spoštovana. Ja, ker ekonometrija je strah in trepet v drugem letniku pri nas, absolutno. Pa tudi prej, v srednji šoli nisem ravno blestel, če lahko tako rečem, na tem področju matematika, fizika. Čeprav kot deček sem si seveda želel, sem imel neke sanje, postati pilot, tako kot verjetno večina. Pa sem potem zajadral pač povsem drugo smer. In me je vsebina pritegnila. Tudi način predavanja, reči, da so bili profesori zelo dobro pripravljeni, sistematični, se spomnim profesor Rovan, profesor Pfeiffer, on je bil tudi potem mentor moj pri pripravi za diplomsko delo. Predvsem pa mislim, da je to eden takšnih precej uporabnih predmetov oziroma veščine in znanja, ki jih pridobiš, vsaka resnejša raziskava z družboslovnega, naravoslovnega področja pač operira z nekimi podatki, postaviš neko hipotezo, potem na vzorcu preizkusiš, ali to drži ali ne.
Tako da, ja, uporabna praktično na vseh področjih, ne, poklicnega pa tudi zasebnega življenja, no, tako da to me je res zanimalo. Te mehkejše vsebine, marketing oziroma vodenje, organizacija pač ne. Sem pa kasneje, pol, ko sem šel v prakso, no, v bančnem sektorju, sem pa spoznal seveda tudi pomembnost teh znanj in kompetenc. Absolutno, to se mi tako zdi, da je vsak študent ekonomske smeri tako. No, šel sem na ekonomsko, zato da se izognem managementu in tem malo bolj mehkejših, pa se želim s številkami spopadati, pa z analitiko. Ja, modeli. Tako. Makroekonomija in tako, ja. Seveda. In kaj bi rekli, da je bil vaš najljubši predmet? Bi rekli prav ekonometrija? Ja, statistika in ekonometrija. In kot rečeno, presenetljivo, tega si pred vstopom v to stavbo nisem zamišljal. No. In je bil tudi profesor, ki je nosil ekonometrijo, najljubši? Ja, že prej omenjena gospoda prav gotovo. Pa pol tudi tema, no, ki sem jo izbral za diplomsko delo in pa tudi magistrsko, no. Sicer pri mentorju, pokojnem profesor Ribnikarju, je temeljila pač na statistični analizi vzorčnih podatkov. Za diplomsko delo je SLM model, ga vsak študent, ne, ekonomija spozna že v prvem letniku. Tako da jaz sem si takrat zadal pač cilj, no, da ocenim te parametre oziroma krivulje IS in LM za slovensko gospodarstvo. Za magistrsko pa tudi je bilo pa v času vstopa zahodnoevropskih bank na trge srednje in vzhodne Evrope. Je bilo tudi pri nas dokaj aktualno vprašanje takrat, pač, ali je boljše, da so banke v domačem lasti, ostanejo v domači lasti ali v tuji. Tako da me je to vprašanje pritegnilo, sem želel tudi sam pridobiti odgovor, ali kakšne prednosti in slabosti, če ne, pač prinaša vstop tujih bank na trge, recimo temu manj razvitih držav. Pregled literature, precej obsežen, je pokazal, da ti vplivi niso povsem enoznačni, prinašajo prednosti in koristi, kot večina stvari. Jaz sem pa potem na vzorcu vzhodnoevropskih bank ugotavljal, ali so tiste v tuji ali domači lasti uspešnejše kot druge. Preden vprašam, če vas je ravno to veselje, ko ste ga zdaj izrazili, tako navdušeno govorili o diplomi, če vas je popeljalo v vode bančništva, bi samo prej dodala, da ko ste rekli, da se večina študentov spozna za diplomo, večina študentov danes ne piše več diplome, ker nam ni treba. A jih ChatGPT? Ne, sploh nam ni treba. Naredimo zadnji izpit in diplomiramo. Okej. Ja, samo študenti visokošolske poslovne šole morajo. Ja, tako da mi na Uniji smo rešeni tega. Ja, kar nekaj časa, pa tudi ne, v primerjavi v času, ko sem študiral in zdaj, ne, dostopnost recimo gradiv, ne. Ti si mogel iti v centralno ekonomsko knjižnico, CEK, ne, se je imenoval. Se še vedno imenuje, brez skrbi. Ja, ti si pač oddal listek, ne, katero literaturo bi želel, kakšna je bila zasedena, si čakal mesec, 2, 3, ne. Po ene bilo treba v skladišče. Tako, zdaj pa pač 2 klika in je pri tebi. No, tako da ja, precej drugače. Vprašanje, ki ste ga zastavili, ali me je potem ta tema odpeljala in raziskava, no, v okviru magistrskega dela v bančne vode, je pa ne. Jaz sem bil potem, ko so te sanje, ne, nekako se razblinile pilotske sanje, ja, sem odletel v srednjo ekonomsko šolo in nekako že odločen, da se poskusim v financah, bančništvu. Sem potem tudi v 3. in 4. letniku prejel kadrovsko štipendijo. Od Abanke? Od Abanke, ja, takrat se je že tako imenovala. Ona se je v bistvu odcepila od sistema Jugobanke, ene največjih bank v bivši državi, specializirana za mednarodno trgovino, mednarodne transakcije. In me je nekako potem po zaključku srednje šole tudi želela k sebi. Jaz sem bil pa nekako odločen in tudi na pregovarjanje staršev, no, da je pa vendarle vredno, ne, nadaljevati študijem.
tudi sam sem se tega zavedel. Tako da sem imel mogoče pol še dodatno motivacijo. Tudi ob tem, ker so rekli, ne, da štipendiranja, v primeru, da se odločim za nadaljnji študij, ne bo več. Ne. Saj za prve 2 letnika, ker so očitno pretvegani. Aha, razumem. In ja, to me je verjetno do neke mere tudi dodatno spodbudilo, no, da sem bil pol mogoče malo bolj ali pa še bolj zavzet. No, kad ste postali pa direkt po magisteriju namestnik generalnega direktorja za medbančne odnose, kaj ne? Ja, časovno to sovpada, ja, z tem zaključkom magisterija. Tudi zelo zanimivo področje. Jaz sem tukaj začel, no, jaz, kot sem rekel, pol tudi kot štipendist na fakulteti, pač opravil sem počitniško delo, tudi obvezno prakso na banki, takratni banki. In sem začel v bistvu potem tudi svojo, to je bila moja prva služba, ne, na področju medbančnih odnosov s tujino. Zelo zanimivo, mi je dalo tudi veliko izkušenj, veliko stikov z mednarodnimi bankami, oziroma pač področje je bilo, ne, akreditivi, garancije, plačilni promet, tudi medbančni akreditiranje, depozitni posli, kreditni posli, sindicirani krediti, skratka precej, jaz bi rekel tako, no, zlati časi bančništva. Morda bi bilo to zanimivo vprašanje. Ali menite, da vam je ta kadrovska štipendija res omogočila vse to, kar drugače ne bi doživeli? Mislite, da je bil to ta ključni korak? Vprašanje, če bi se ta zgodba potem res odvila tam, kjer se je, sem pa prepričan, da bi se v bančnem svetu. Ja, ker imam res občutek, da večino vas, ki ste zdaj na višjih položajih aktivni v najrazličnejših bankah po Sloveniji, da ste ravno začeli za to kadrovsko štipendijo. Ker tega podatka pa nimam. Tudi magistra Anita Stojčevska je isto rekla, da je v SKB-ju začela z kadrovsko štipendijo in zato mi je ostalo v spominu. Ja, verjetno. Prav gotovo je to pač način, no, s katerim organizacije, ne, iz realnega ali pa finančnega sektorja pač pridobijo kadre, ki jih potrebujejo, ne. Seveda. Jaz osebno bi se pa verjetno lotil bančne kariere, ne glede na to, ne, ali sem dobil pri tej banki pač štipendijo ali ne. Sem jo pa seveda potem začel pri njej in imam tudi na ta del svojega življenja in poklicne poti lepe spomine. No, zdaj, glede na to, da ste direkt iz magisterija, ste skočili na to mesto namestnika generalnega direktorja za medbančne odnose. Vam je bil ta skok drastičen? Kaj ste se naučili od tega? Ker to vsaj meni, za moja, bom priznala, čisto laična ušesa, zveni kot kar. Ja, pa mogoče zveni bolj, kot je v realnosti bilo. Ta oddelek, moram tudi reči, no, moj prvi šef, izjemen človek, od katerega sem se tudi veliko naučil, tako po profesionalni, kot tudi po človeški plati. Mi je tudi, mislim, da zelo zaupal. Naprimer, ko sem jaz vstopil v službo, ne, takrat še kot diplomant po zaključenem služenju vojaškega roka. Točno, to je še bilo takrat, ja. Ja, to je bilo še obvezno. Točno, ja. Čeprav večina je našla neke Nek loophole, da je šla ven. vrste obvod, ja, oziroma so se uspeli izogniti. Jaz sem se čisto v redu počutil. Tudi to je bila zanimiva izkušnja življenjska, ki je marsikomu, po mojem, tudi pomagala v nadaljnjem življenju. Kakorkoli, jaz sem pač potem prišel leta 1998 spomladi v banko. To je bilo leto, ne vem, če spomnite datumsko, ne, uvedba evra kot knjižni denar je bila s 1.1.1999. Tega nisem vedela, hvala za informacijo. Tako in v banki je takrat potekal pač tudi projekt prilagoditve na uvedbo evra kot knjižnega denarja. Čez 3 leta je potem prišla tudi gotovina, ne, 12 članic je bilo takrat evroobmočja. No in jaz se spomnim, direktor mi je zaupal, me je poslal, po moje kakšen mesec minil, ne, na prvo službeno pot v eno večjih nemških bank, za to, da pridobimo informacije in tudi njihove ponudbe o tem, kaj lahko oni pomagajo in naredijo in kaj predvsem moramo mi narediti, zato da bomo pač svoje poslovanje prilagodili tej spremembi. In tudi se spomnim tega, to verjetno ne bom nikoli pozabil, takrat sem začutil v vlogi
recimo finančnika prvič tudi nacionalni ponos. Ne. Jaz sem se pelil z letališča v center Düsseldorfa, na poti pač vidim neka industrijska cona, ne, velike hale, Mannesmann, Volkswagen, ne, te svetovne znamke in zraven tudi še eno veliko slovensko podjetje, ne, napis. Med temi svetovnimi velikani. Ne. Kjero slovensko podjetje pa? Gorenje. Se sem vedela. Gorenje, ja, tako da ja, zanimivo. No, in potem ta projekt tam seveda dokaj odgovorno, relativno kompleksno, tako da mi je tudi ta izkušnja pomagala, predvsem pa ja, zaupanje direktorja. Tudi mentorica na začetku. Skratka, veliko možnosti za naučiti se kaj novega in tudi kaj prispevati. Moram reči, da tudi jaz vedno, ko grem ven in ko vidim stanje v državah, ki jih včasih mi postavljamo malo preveč v zvezde, res postanem zelo ponosna na to, da sem Slovenka. To pa se popolnoma strinjam z vami. Zdaj, ta izkušnja, ko ste rekli, da ste se ogromno naučili, kako vam je potem pomagala na nadaljnji poti? Ker ste ostali še potem kar nekaj časa v Abanki. 18 let, tako da polnoletnost sem nekako odslužil oziroma doživel. Ja, jaz sem bil, in približno polovico časa sem bil na tem področju. Potem pa, glede na to, da je bilo prihod v ta sektor relativno pričakovan, pač na podlagi štipendije in potem tudi teh praks, ki sem jih tam opravljal, ne, še v času študija, je bil pa potem prehod na ta drugi del, ne, ko mi je bilo zaupano vodenje službe za upravljanje tveganj, pa precej nepričakovan. Ne. Takrat se je pa uvajal, je bilo pa tudi trigger, je bil neke vrste institucionalni, takrat se je pa uvajal pravila nove kapitalske ureditve, oziroma tako imenovani Basel 2, ne, ki je predstavljal kar veliko spremembo. Naša služba je bila potem tudi nosilec, oziroma sem bil imenovan za vodjo tega projekta implementacije, ne, Basel 2 v banki, in takrat mi je član uprave me poklical na sestanek, nepričakovano, in mi je dal približno, če se prav spomnim, 24 ur ali pa 48 ur časa, da se odločim, ali bi prevzel, ne, to vlogo, ki mi je bila ponujena, zaupana. Seveda sem tehtal, ne, spet s plusi in minusi. Videl sem, se pravi, precej bolj zahtevno področje, je bilo to kompleksnejše, tudi menedžerske sposobnosti, ki jih do zdaj, mislim, do tistega trenutka pač nisem imel svojega tima. Če bi imeli raje management na faksu, bi bilo ziher drugače. No in tukaj pol pridemo do točke, ki sem prej omenil, ne, da sem spoznal, da so te veščine tudi zelo pomembne, pa moram reči, tudi ta banka je takrat precej vlagala v to, ne, razna izobraževanja, izpopolnjevanja za situacijske vidike vodenja, osebnostni značaj vodij, upravljanje kadrov, časa in tako naprej. No, skratka, ja. Torej izpopolnjevanje managementa. Ja, tako. Torej ne samo tiste hard oziroma high-tech ali pa kvantitativne vsebine, ampak tudi mehke veščine. Fluidni del. Absolutno. Tako imam občutek, ko se malo pogovarjamo mi znotraj generacije, da morda tisti, ki smo bolj zainteresirani v ekonomske teme, da v bistvu zelo hitro lahko pozabimo tudi pomembnost mehkih veščin. Tako da je dobro, da lahko pride nekdo, ki ima že toliko let izkušnjo, da reče, malo bolj lahko poslušate pri managementu, pa da bo čižal. Res je, seveda, delo z ljudmi je specifično, ne, in pač pol tudi v tisti vlogi sem spoznal, da mogoče strokovna plat, ne, je malček nazadovala, ali pa nisem imel toliko časa in možnosti se ukvarjati s strokovnimi stvarmi, ampak si mogel seveda upravljati ekipo, voditi, motivirati, vse, kar pa še zraven. Tako da ja, tudi to je bila zanimiva izkušnja. Zdaj si predstavljam, da za to novo pozicijo je prišel kar malo hitrejši tempo življenja, glede na to, da je bolj kompleksna, bolj tehnična pozicija, kaj ne? Drži, tudi mogoče specifično obdobje, tudi tisto, se veste, 7 let debelih, pa 7 let suhih krav, ne, to je bilo v času, torej Basel 2 je bil seveda, ja, kar pomemben projekt takrat v bančnem svetu, ne samo širom sveta. Prišla je tudi kriza 2008,
Aha, seveda, ja. Svetovna, oziroma največja gospodarsko-finančna kriza, ne, v 100 letih, ki se je potem nekako pri nas tudi zaradi določenih specifik je trajala malček dlje kot kje drugje. Tako da ja, tisti čas je bil izjemno buren, zahteven. Se spomnim tudi sestanke ob 11. zvečer, 12-urni delovniki. Jaz praktično vsak vikend sem si mogel rezervirati vsaj en dan, da sem pač od doma prebiral določene dokumente. Skratka, ja, precej burno obdobje. Ni mi žal za nobeno minuto, marsičemu sem se mogel odpovedati ali pa žrtvovati, ampak bo čas. Bomo ali pa smo že vsaj delček tudi tega nadoknadili in se tudi marsikaj naučili iz te izkušnje, iz te epizode. Morda je to super vodilo za moje naslednje vprašanje, ki je morda malo bolj osebno. Glede na vse, kar ste do zdaj opisali, pa glede na to, da ste rekli, da ste se zdaj tudi malo bolj pobrali od onega obdobja 7 let suhih krav, kakšen je vaš trenutni work-life balance? Ker zveni, še posebej za vašim trenutnim delom, ko ste vodja ekonomike bančnega poslovanja pri Združenju bank Slovenije, da v bistvu vsaj meni zveni kot to high-paced lifestyle, da se veliko stvari hitro mora obrniti in da je treba tudi včasih žrtvovati kak dan več ali pa kako uro delovnika več. Kako to, bom rekla po domače, folgate? Ja, je pomembno, no, da pač kombiniraš, ne, in zaseben in poslovni del. To verjetno je nek klasičen odgovor, ki se ga poskušamo vsi držati, bolj ali manj, ne. To je tisto, v teoriji deluje, v praksi deluje, vprašaj. Tako, ampak po mojem je bistveno, ne, to, koliko te tematika zanima, koliko si vpet vanjo, ne. Če to obravnavaš kot neke vrste hobi, ne, torej, če te tako pritegne, potem ti verjetno tudi kakšen dodaten napor, ne, v takšnem ali drugačnem smislu ne predstavlja težav, ker v tem enostavno uživaš. In to se mi zdi mogoče najpomembnejše celo, ne. Potem, kako saniraš tiste izgubljene ure prostega časa, je drugotnega pomena. Jaz osebno zelo rad potujem. To mi odpira nekako horizont in pač spoznavaš navade, kulturo ljudi, neka sprememba je tudi, ne. Čisto osebno vam lahko zaupam, ne, meni je že, ne vem, en mesec pred planiranimi počitnicami, odhodom, potovanjem, ne, ti je nekako lažje, ker veš, da tudi te napori bodo nekako minili oziroma izveneli zelo hitro, ne, in pač bolj, ko se približuješ in pol seveda tudi, ne, po počitnicah nekaj časa si verjetno malo bolj zrelaksiran oziroma te stresne situacije nekako lažje obvladuješ, ne. Pa si pa bukaš nove in pol čakaš na nove. Tako, najboljš, ker še isti mesec, ko se vrneš, ne, da to traja. Ja, to malo hecu. Tako da to je meni pač je nek tak buffer, ne. Pa šport, kjer pač najdeš, vsak najde svoj čas, svoje misli nekako utiri. Meni so všeč vzdržljivostni športi. Rad se ukvarjam s kolesarjem že dolga leta. Tek na smučeh pozimi. In ja, to me vsekakor sprošča. Bi človek ravno to rekel, ker vemo, zdaj ne vem, ali so to tudi samo primeri tisti, ki delajo v investicijskem bančništvu ali pa na splošno, da je to tudi zelo velik stres. To je mentalno te preokupira in v bistvu bi bolj rekla, če lahko me popravite, če imam narobe, ampak bi bolj rekla, da tukaj ni samo sanacija izgubljenih ur, čisto časovno gledano, koliko minut si dal stran, ampak to, da lahko v bistvu svoje misli utreš, jih postaviš v neke meje, da tudi takrat, ko ne delaš, da te ne preokupirajo misli o tem, kaj moraš pa narediti naslednji dan. Točno to. Čeprav potem zvečer, ne, ko se zadeve umirijo, neverjetno, ne, spet razmišljamo že o službenih zadevah, ne, pa kako bi to, pa kako bi ono, ker v času, ne, tako zelo permanentnih in silovitih sprememb, ne, včasih nam zmanjka tudi za umirjen premislek in samo refleksijo, ne, ali je pot, kamor gremo, ali pa projekti, ki smo jih štartali, ali pa način, kako smo se jih lotili, ne, tisti pravi, ne. Tako da, ja, ves čas smo v mislih, hočeš, nočeš, no, tudi
zadevami, ki so povezane z našo službo. Nažalost je tako. Kaj bi bil pa iz vaših izkušenj nasvet za študente, ki se usmerjajo v smer bančništva, pa nasplošno vejo, da bo zagotovo jih to mentalno in tudi fizično dalj časovno preokupiralo, kako to mitigirati? Najprej bi jim čestitil, da so se odločili za to smer in za ta poklic. Odlično. Super začetek. Ja, resnično ponuja res zelo širok diapazon možnosti. Bančni sektor oziroma industrija je specifična, se spreminja, je močno regulirana, tako da vsekakor mora biti pripravljeni na tudi doživljenjsko in nenehno učenje in prebiranje bolj ali manj preglednih in zahtevnih teh tekstov, kar se tiče regulative, zakonodaje. Seveda. Pa seveda pripravljenost na to, da spoznavajo različna področja, risk oziroma področje upravljanja tveganj, funkcija upravljanja tveganj v vsaki banki zelo pomembna, ker banka prevzema zavestno in zavedno in namerno tveganja in jih pač pri tej svoji dejavnosti poskuša čim bolj nekako obvladovati. Tako da je pa ogromno možnosti na različnih področjih, ki so specifične, različne storitve pač ponujajo banke. In pa vztrajnost, ki se bo verjetno, če imajo tudi oni afiniteto do tega področja, tako drugače poplačala. Okay. Zdaj, skoraj že 8 let ste vodja ekonomike bančnega poslovanja pri Združenju bank Slovenije. Zdaj, kako vas je pa pot popeljala iz Abanke sem? Na nek način, tudi zanimiva zgodba, podobno kot tisti prejšnji preskok, tudi povsem neplanirana, nepričakovana. Najboljše stvari v življenju se zgodijo nepričakovane. Res je. Veste, za vsako spremembo službe, sploh pa, recimo, jaz sem bil, lahko rečem, tudi čustveno na nek način navezan na to institucijo. Na Abanko? Prejšnjo, tako. Se zgodijo zaradi nekih pull in push faktorjev, ali pa kombinacije obeh. In ko se te zadeve srečajo, potem pride tudi do spremembe. Mene je povabil takratni direktor združenja, dr. France Arhar, avtoriteta na področju bančništva, prvi centralni bankir v Republiki Sloveniji in tudi sicer izjemno zanimiv, razgledan človek. Tudi razmeroma nepričakovano, na enem posvetu. Pač delovno mesto se je sprostilo. Takrat na Abanki, če govorim pa zdaj še o push faktorjih, je pa prišlo do združitve z Banko Celje. Tudi jaz sem takrat bil imenovan potem za namestnika direktorja. Zadeve so se začele v neko drugo smer obračati. Jaz sem bil tam tudi 18 let že, relativno dolga doba in tudi priložnost, ki je vprašanje, kdaj se spet ponovi. Tako da tudi tukaj ni bilo prav veliko časa za kakšno posebno analizo. 24-48 ur? Nekaj takega, In tudi tukaj sem se relativno hitro odločil, ker sem videl pač tudi tukaj nek spekter možnosti delovanja. In ta sprememba, se pravi, tudi te ne obžalujem. Jaz se zelo jasno spomnim te združitve Abanke in Banke Celje, ker sem iz Celja in se spomnim, da se je skoraj, da bi rekla, v enem tednu napis na naši največji stavbi na Glavnem trgu spremenil in se spomnim, koliko je v bistvu me je bolelo, ker ni več Banke Celje, nekaj, kar je bilo naše. Obstanejo določeni občutki, ampak teh sprememb napisov je kar nekaj. V zdajšnjem času absolutno so kar pogosti. Kar prinaša tudi določene prednosti. Definitivno. Morda je to samo taka zanimiva anekdota. Kolegica, ki dela te spletne interfejse za mobilne banke pa za spletne banke, je rekla, da ko je OTP grupa kupila tudi novo KBM, da je njen mariborski sodelavec izrazil mnenje, pa zakaj je morala iti na zeleno, vse sam ne zeleno. Ampak zdaj je vse zeleno. Zdaj je pa vse zeleno.
Tako da afiniteta Mariborčanov mislim, da je še malo hujša s tem, da so šli na zeleno, kot pa to, da smo mi izgubili Banko Celje. Verjamem. Tudi to, spet, če se vrnemo na tisto temo o mehkih faktorjih, tudi to, kultura, ob takšnih procesih združevanja, Seveda, ki bi rekel, mogoče tudi, da ni tako zelo pomembno, pride kar močno do izraza. Absolutno se strinjam. Zdaj, kar nekaj se tudi soočate morda z trajnostnim financiranjem. A lahko morda malo razložite, kaj to pomeni, zaradi tega, ker večina ljudi, ko sliši trajnost pa bančništvo, jim je to kot dva različna svetova. To je kontrast, ne gre skupaj. Lahko morda razložite, kaj to pomeni? To je zelo pomembna tema. Če lahko kar pritrdim, takoj na začetku, zdaj v zadnjem času, zadnjih 3 let je to kar postala nekako revolucija. Čeprav so banke tudi prej že dolga leta upravljale torej okoljska, podnebna, kot tudi upravljavska in družbena tveganja, oziroma upoštevale te faktorje pri svojih poslovnih odločitvah. Morda se ni imenovalo čisto ESG, kaj ne? Ni se tako imenovalo, tudi ni bilo tako poglobljeno, tudi ni bilo tako sistematično, ni bilo tako celovito, tudi ni bilo regulative, ki bi v to na tak način banke nekako spodbujala, da se tega lotevajo na tak način, ampak zdaj v zadnjem času, ob tem, da je zdaj verjetno res vsakemu jasno, kaj se z našim planetom dogaja, tudi takšnim, ki smo mogoče malo bolj dvomljivo gledali na te spremembe, je zdaj jasno, da tukaj bo treba nekaj narediti. Zdaj vprašanje sicer, ali je način, kot je zamišljen v Evropi, tukaj jaz sem včasih tudi malce kritičen, če bo nekako prijel, osebno bi se lotil drugače, mogoče tudi pri tistih največjih, če govorimo zdaj o torej okoljskih vidikih, tistih največjih onesnaževalcih, pa bi pustil mogoče sfero malih in srednje velikih podjetij, fizičnih oseb, tudi kot strank, zdaj bank govorim, malček ob strani, pa bi se fokusiral po Pareto načelu na tiste glavne. Tukaj je tudi vedno večje to poročevalsko breme, oziroma podatke, ki jih morajo banke pridobiti, zato da ustrezno ocenijo, presodijo ta ESG profil stranke, ki jo financirajo, zato rabijo podatke. In poleg znanja veščin, ki jih do zdaj na tako visoki ravni pač tudi niso še imele. In zaradi vseh teh dejavnikov in nespornega dejstva, da postaja ta gonilnik tveganj vedno močnejši in vpliva na spekter kreditnih, likvidnostnega, tržnih tveganj, operativno seveda in še kakšnega drugega, je to zdaj tako zelo pomembno. Pomeni pa to, da zdaj konkretno z vidika bančne industrije, da bodo banke vedno bolj zainteresirane, da podpirajo projekte in podjetja, ki so na poti zelenega prehoda ali pa trajnostnih vidikov poslovanja pač naprednejše. Zakaj? Ker jim to verjetno ali pa najverjetneje bo zagotavljalo neko prednost, konkurenčno prednost in posledično tudi dobičkonosnost. Tako zaradi pač naravnih trendov, kot tudi zaradi sprememb v percepciji strank oziroma družbe, kot tudi zaradi regulatornih zakonodajnih pravil in omejitev, ki bodo tiste, ki bodo bolj rjavi kot zeleni, pač s časom najverjetneje doletelo. Seveda razumem, ampak tukaj je morda problem, tako kot ste prej omenili, da majhna pa srednja podjetja se največ soočajo s tem problemom, kako sploh poročati. Ker zdaj za SRS-jem, ki se še vedno razvija in v bistvu prihaja iz srednje debele bukle na v bistvu 2 Tolstojeva romana skupaj, bi lahko rekli, se ravno soočajo s tem, da imajo pomanjkanje kadra, ki zna poročati, in potem si tudi mislim, da je bankam težko, morda posebej za Slovenijo bi specifično govorila, financirati podjetja, ki imajo težavo poročati. Kako se tukaj s tem banke soočajo? To drži, to je dodatno breme, ampak dejansko v razmerah oziroma ob trendih teh zelenih, kot so, tukaj drugega kot prilagoditve, takšne ali drugačne, oziroma na takšen ali drugačen način ne bo. Pa niso niti banke tiste prve, čeprav se velik pomen se
podaja v vlogi bank pri tej zeleni tranziciji. V bistvu jih, vsaj tisti, ki poslujejo recimo z večjimi sistemi, oziroma imajo podjetja, ki prodajajo kakšnim podjetjem, naprimer v Nemčiji velja že od letos zakon za podjetja z več kot 3000 zaposlenimi, da morajo pač tudi svoje dobavitelje, torej v dobaviteljski verigi presojati z teh vidikov. Tako da podjetje, če želi obstati, njihov kupec, oziroma ohraniti te pogodbe, mora na tem področju narediti. Ja. Ni pa to nek res tak drastičen, revolucionaren prehod. Vsi vejo, oziroma se zavedamo, da seveda čez noč ne more spremeniti. Nekatere industrije, po mojem, se tudi nikoli ne bodo morale povsem ali pa se ne bodo mogle. Izogniti, ali ne bodo zmogle. Tako da mislim, da smo si vsi notni v tem, da moramo na tem področju jasno nekaj narediti. Vprašanje je načinov, ne bo pa po mojem ta prehod tako zelo drastičen, oziroma se ne bo zgodil čez noč. Vse pa dogaja in če bo želel obstati, se boš mogel prilagoditi. Absolutno. Pa tudi banke raje dajo posojila podjetjem, če imajo razlog, nakup hranilnikov energije in fotovoltaike, izgradnja takšnih in drugačnih elektrarn za samozadostnost ali pa morda sanacija stavb za večjo energetsko učinkovitost. Tudi to pomeni zeleno financiranje? To pomeni zeleno financiranje. Oziroma so razvile zelene kredite, tako imenovane. Vsaka banka pač določi sama pogoje, kaj se smatra kot zeleno, pri čemer je verjetno pomembno ali pa orientirano ali pa vodilo, najbolj relevantno EU okoljska taksonomija. Ampak tukaj ni tako strogih pravil, Torej vsaka banka lahko to oblikuje, mora biti pa seveda pozorna, da se potem drži tega, kar nekako tudi deklarira, da se izogne tudi tem očitkom oziroma pojavu zelenega zavajanja. Enostavno pa zaenkrat za banke ne obstaja regulativa, ki bi z vidika zmanjšanja kapitalskih potreb jih tudi na nek način spodbujala. Torej banke same očitno ugotavljajo, da so podjetja, ki so na področju, mogoče izboljšanja energetske učinkovitosti, zlasti je bilo to recimo lani, ko je izbruhnil ta rusko-ukrajinski konflikt, ko so se dvignile cene energentov, energije, je to seveda neposredno vplivalo na dobičkonosnost podjetij. Ta seveda vpliva na verjetnost njihovega propada oziroma dogodka neplačila, da ne bodo sposobni servisirati kreditov, in seveda to zelo neposredno banke zanima in tudi prizadene. Tako da to gre tudi z roko v roki. Torej banke same očitno ugotavljajo, da so podjetja, ki so na tej fazi prehoda pač zrelejša ali pa naprednejša, da so v končni fazi manj tvegana. Absolutno. Pa so tako ste prej omenili, ta zelena posojila, imajo kakšne posebne pogoje, kot na primer posebno obrestno mero, ali se izdajajo za neko posebno obdobje? Kaj je posebnost teh zelenih posojil? Imajo opredeljene, in to jih ravno razlikuje od recimo splošnih, navadnih, običajnih, da imajo vgrajeno komponento oziroma pogoje, čemu so pravzaprav namenjeni, oziroma za kakšne projekte se bodo ta sredstva porabila. Seveda potem tudi banka spremlja, ali so ta sredstva dejansko porabljena za ta namen, in običajno imajo neke spodbude, najobičajneje v obliki nižje obrestne mere oziroma stroškov kredita, ki potem kreditojemalca, ki izpolni oziroma če izpolni te pogoje, tudi to zadevno oziroma to vrstno nagradi s konkretnim finančnim prihrankom. Je pa tudi zdaj ta kazalnik, tole delež zelenih sredstev v obsegu kreditiranja oziroma naložbenem portfelju bank postaja vse pomembnejši, tudi z vidika lastnikov, investitorjev v banke, in tudi zaradi tega, ker postaja vedno pomembnejše, bodo banke na nek način spodbujene, da iščejo zelene priložnosti kreditiranja. Seveda. Zaradi tega, ker konec koncev tudi score ESG bank dviguje, seveda. Točno. In zdaj, kako se pa, to je edini element holističnega pristopa k ESG bank, ali kaj še sestavlja? Ker tudi banke rabijo ESG prehod,
In ravno to sem želel reči, seveda so začele ali pa nadaljevale, seveda tudi pometanje pred svojim pragom, oziroma v svoji hiši. Kot je Torej edino zmanjšanje pravilno. ogljičnega odtisa tudi na podlagi lastnih dejavnosti, ampak vemo, da to v finančni panogi predstavlja zelo majhen delež celotnega ogljičnega odtisa. Največje predstavljajo te financirane emisije. Seveda. Zaradi preprostega dejstva, da so pač banke finančni posredniki, ki financirajo druge dejavnosti. Občutek imam, da sem na Elesovem strokovnem posvetu, zdajle, ko je bil ravno prejšnji teden, se mi zdi, da je rekla ena gospa iz NLB-ja, da njihov portfelj, njihov ogljični odtis v 98% predstavljajo njihovi klienti, le 2% pa je dejansko njihovega ogljičnega odtisa. Neka taka nora številka je bila. Ja, tako. To drži. In tudi znotraj potem odtisa, ki ga povzročajo financirane, oziroma te financirane emisije, je ta del precej koncentriran na panoge, ki so pač najbolj rjave, če jim lahko tako rečem. Tako je. Torej, v bistvu glavni del razogljičenja same banke je razogljičenje njenega Absolutno. portfelja. Tako je. No, zdaj pa morda, da pa še zaključimo to našo zgodbo, pa bi se spet, seveda, ker nekateri, seveda ESG, ta stvar je zelo kompleksna, bi se lahko o tem pogovarjali še 2 uri, 3 ure, minimalno, nekaj takega. 3 dni bolj, se strinjam. Da morda zdaj bi zaključili celoten pogovor in bi vas vprašala 2 vprašanji. Kaj mislite, da je prihodnost trajnostnega razvoja v bankah? In še pa drugo vprašanje, kaj bi bil vaš nasvet za študente ekonomske fakultete? Pa dajmo morda najprej. Lahko začnem z zadnjim. Lahko začnete z zadnjim. Je po mojem lažje. Vem, da sem postavila zelo zašito vprašanje za na koncu, ampak mene zelo zanima. Ja, verjamem. Ne vem, če bom sploh znal odgovoriti, ampak kar Sprejemam tudi zelo filozofski odgovor, brez skrbi. Sprejemate, ne? Zelo. Ne, jaz bi jim, kaj bi svetoval študentom, naj samo vztrajajo na tej poti, naj izbirajo predmete, smeri, poklic, končni delodajalca, če hočete, ki jih zanima. In to jim bo potem hobi, in to jim bo potem veselje, in bodo uspešni. To je, recimo temu, približno moja izkušnja, in vse, kar lahko rečem, je, da jo delim z vami. Odlično. Kar se pa zelenega prehoda tiče, pa mislim, da to je pa res kompleksno vprašanje, dobro vprašanje, pa ne vem, če bom znal odgovoriti, ker je toliko dejavnikov, ki na to vplivajo, kot sem že prej, ko sem se v prejšnjem delu pogovarjala, da niti nisem prepričan, ali bo šlo to v smer, kot je nekako bila zastavljena, zamišljena. Dejstvo je, da se bomo morali vsi, ki delujemo v gospodarstvu, na to prilagoditi, čim prej, čim bolje adaptirati. Regulacija se ne bo spremenila, tudi mi je verjetno ne bomo mogli. Pomembnost te tematike bo pa, kot rečeno, glede na trende, ki smo jim priča, vse pomembnejša. Tako da jaz mislim, da predvsem tudi sami se moramo poistovetiti s to zgodbo, tudi sam kot mal človek nekaj prispevati. To je premalo, se zavedam, ampak pot bo vsekakor še dolga. In če samo spomnim, ni se začela s Pariškim podnebnim sporazumom. Začela se je mnogo, mnogo prej, že v 70 letih prejšnjega stoletja, pa nismo prav zelo daleč prišli. In problemi, kot so naraščajoče število globalno prebivalstva, ekonomski sistem, v katerem smo, bo treba spremeniti na nek način. Mislim pa, da ga še ni nekako strokovnjaka, ki bi vedel za pravi recept. No, na tej morda malo filozofsko-pesimistični noti bi se vam zelo zahvalila za vaš čas in da ste tukaj bili z nami. Tudi vam, Patricia, mi je bilo v veselje. Meni tudi, hvala.